Lepo pozdravljeni na današnjem pogovornem večeru, ki ga Slovenska matica prireja v sodelovanju z Slovensko-ukrajinsko kulturno-akademskim društvom Slava, Društvom slovenskih književnih prevajalcev in Slovenskim centrom PEN. Današnji dogodek je nadaljevanje včerajšnjega dogodka. Oba imata naslov Preddverje Evrope in oba sta posvečena 3. obletnici napada na Ukrajino. Včeraj je predavala Marija Ivanicka, ugledna germanistka iz Univerze v Kijevu, ki zdaj predava na Univerzi v Tübingenu. In potem je sledil pogovor z njo, ki je imel profesor dr. Marko Marinčič in dr. Marija Maček. Danes pa se bomo posvetili bolj leposlovju. Predstavili bomo v pogovoru in tudi zbranjem nekaj knjig o Ukrajini, in ki so povezane z Ukrajino in ki so izšle v zadnjem času. Lepo pozdravljam, danes z nami 3 prevajalke, Janjo Furmajer-Ljubej, Lijano Dejak in pa gospod Andrejo Kalc. Hvala lepa, da ste se danes nam pridružili. Lepo vas pozdravljam v imenu Slovenske matice in želim, da imate prijeten večer. Po nagovoru pa sedaj javim še dr. Marinčiča. Hvala, pozdravljeni. Najprej mogoče pojasnilo tega naslova Preddverje Evrope. To sva si midva zmislila z soorganizatorico teh dogodkov. Zdaj že nekaj časa kot soorganizatorja nastopava Nataša Konc-Ferencuti v enem telefonskem pogovoru. To je seveda parafraza naslova knjige Serhija Prohija v slovenščini Vrata Evrope. Preddverje Evrope se sliši nekoliko slabše, ampak ni tako mišljeno. Mišljeno je v resnici kot vhod, tudi možen prevod naslova te knjige Gates of Europe. Vhod, če imamo mogoče v mislih prihod Slovanov, kdo to hoče, pa tudi kot predpogoj. In to je tisto, kar smo hoteli sugerirati s tem preddverjem. Zdaj, seveda hvala Slovenski matici, ki takoj pograbi vsako tako pametno pobudo, ki jo da Društvo Slava, in nam gostoljubno da na razpolago prostore in sodeluje na druge načine. In seveda tudi Društvo slovenskih književnih prevajalcev in Društvo PEN, ki sta bila zraven že lansko leto, pravi smo popolnoma isti zasedbi, tudi zdaj, samo da smo tisti en dogodek, ki je vseboval pogovor z neko zanimivo osebo iz Ukrajine, z področja kulture in prevode del iz ukrajinske literature, smo zdaj razcepili na 2 dneva. Tako da tukaj ste na drugem dnevu. Občinstvo je zelo drugačno kot včeraj, kar se mi zdi zanimivo in mi je všeč. Mi jasno ne moramo tukaj narediti tistega, kar bi nekateri radi, mogoče kar poslali kakšno orožje v Ukrajino ali pa pomagali na kakšen konkreten način. Mi smo si zadali drugačno nalogo, ki je zelo dolgoročna, in bomo to počeli ne glede na vse razmere še naprej. Seveda, letos smo imeli cel ta luksus, da se lahko pri izbiri knjig, ki bomo predstavili, omejimo časovno na leto izida 2024, kar je velik luksus. Včeraj je profesor Ivanicka z Univerze v Kijevu na koncu tega pogovora, ki smo ga imeli, naštela par predlogov za branje ali pa za prevajanje, pa smo to doživeli skoraj kot kompliment, ker je rekla, ja, Amelina, pa smo si mislili, ja, saj to zgodbo mi dobro poznamo, smo jo slišali že parkrat, pa rekla potem Žadan, ja, saj to pa ne samo, da poznamo, to pa imamo, to pa mi imamo. In v bistvu po 100 letih, ker moramo vedeti, da primorski duhovnik Abram je prvi prevajal sploh ukrajinsko literaturo resno v slovenščino. In to zelo izdatno. On je prevedel pravzaprav to impozanten del Ševčenka. Ampak šele 100 let pozneje se je začelo prevajati potem pa moderno ukrajinsko literaturo, za kar seveda so najbolj zaslužni nekateri tukaj prisotni. Tudi Anja Furmajer-Ljubej, ki je današnji dogodek pripravila in ga bo tudi vodila.
in hvala. Hvala. Hvala lepa za tako lepe besede, uvodne. Lepo pozdravljeni na današnji literarni prireditvi. V svoji družbi predstavljam spoštovane kolegici in cenjene študentke iz Ukrajine, ki bodo z glasbom popestrile dogodek. Z mano so prevajalka Lijana Dejak, Sovjetova nagrajenka, prevajalka Andreja Kalc, nominiranka za Sovjetovo nagrado za roman ukrajinske pisateljice Oksane Zabuško, terenske raziskave ukrajinskega seksa, pisateljica, pesnica, scenaristka, prejemnica več pomembnih literarnih nagrad Nataša Konc-Lorenzuti, ki bo brala izbrane odlomke. Današnji dogodek, ko ste že slišali, bom usmerjala soprevajalka Janja Volmar-Lubej, ki sem skupaj s Primožem Lubejem prevedla nekaj romanov iz ukrajinščine. Torej, dela, o katerih bomo spregovorile danes, dela, ki jim bomo namenile nekoliko več pozornosti, tako ali drugače preprašujejo Evropo, odsevajo vojno, reflektirajo občutja posameznika, posameznice in skupnosti. Opominjajo na nesvobodo, na grozljivost vsakdana, na krivice, ki so jih deležne literarne osebe. Sporočajo, kako pozabljeni od sveta iščejo luč, iščejo upanje. Da bi spoznali uvide v izpostavljena izhodišča, naj torej danes spregovori sodobna ukrajinska književnost in Ukrajina. Predstavile bomo romane Sive čebele Andreja Kurkova, Deželo izgubljenih ali Male strašljive pravljice Katarine Kalitko, Internat Serhija Žadana, biografija naključnega čudesa Tanje Maljarčuk. Vsa dela so izšla leta 2024, kot ste že lahko slišali. Prav tako pa bomo namenili nekaj pozornosti tudi ukrajinskim vinjetam, esejem Mitje Velikonja, tako da bo na tak način naš večer zaokrožil neko smiselno celoto. K sebi na ta naš oder vabim naše gostje, ki jih prav tako zelo lepo pozdravljam. In sicer to so Olena Cimbal, Sofija Čornej in Jeva Čemodanova, tako da jim prisluhnimo. Začnemo s ene pesme, Oj u višnevem sadu, Oj u višnevem vrtu. Ой у вишневому саду, там соловейко щебетав, додому я просилася, а ти мене все не пускав. Додому я просилася, а ти мене все не пускав. Ти милий мій, а я твоя, пусти мене, зійшла зоря, проснеться матінка моя, буде питать, де була я. Проснеться матінка моя, буде питать, де була я. А ти дай такий отвіт, яка чудова майська ніч, весна йде, красу несе, та цій красі радіє все. Весна йде, красу несе, а цій красі радіє все. Доню моя, не в тому річ, не ти гуляла цілу ніч, чому розплетена коса, а на очах бринить сльоза. Чому розплетена коса, а на очах
sedaj pa sledi predstavitev knjige Andreja Kurkova Sive čebele, ki je v slovenskem literarnem prostoru že dobro poznan. Prevajalka Lijana Deja, ki je prinesla zraven tudi preveden roman Piknik na ledu, ampak sedaj se bomo poglobili v predstavitev, potem bom pa predstavila še čisto na kratko refleksije tega dela oziroma odzive, boste lahko pogledali. Najprej bi povedala nekaj o samem avtorju. Andrej Kurkov je ukrajinski pisatelj, publicist in scenarist ruskega rodu. Rojen je bil leta 1961 v Leningrajski pokrajini, vendar se je starši že v zgodnjem otroštvu preselil v Ukrajino. Leta 1983 je končal Kijevsko pedagoško fakulteto za tuje jezike, ob enem pa tudi tečaj japonščine in še dopisno Moskovsko kulturno univerzo. Vojsko je služil kot paznik v kazenski koloniji v Odesi. Že v mladosti je veliko potoval, predvsem z avtoštopom, ukvarjal se je tudi s športnim plezanjem. Najprej je delal kot urednik časopisa in scenarist v filmskem studiu. Potem je predaval scenaristiko, sodeloval je pri projektih različnih britanskih televizijskih kanalov. Po njegovih scenarijih je bilo posnetih prek 20 igranih in dokumentarnih filmov. Leta 1997 je kot eden od 3 najboljših evropskih scenaristov postal član Evropske filmske akademije. Predaval je v koledžu Bell v Cambridgeu. Je član angleškega PEN-a, nekaj časa je bil predsednik ukrajinskega. Za svoje delo je prejel številne nagrade. Njegove knjige so prevedene v 37 jezikov, no mogoče zdaj že več, ker ves čas izhajajo novi prevodi. Pa nekaj o njegovih delih. Napisal je blizu 30 knjig, od njih 5 za otroke. Svetovno slavo mu je prinesel roman Piknik na ledu iz leta 1997, ki je preveden tudi v slovenščino, to je slovenski piknik na ledu. Tukaj je pingvin na naslovnici, ker pingvin je ena glavnih oseb v knjigi. Že samo v Ukrajini so prodali 250,000 izvodov tega romana, kar je za sodobno književnost rekord. Piknik na ledu je leta 2005 dobil nadaljevanje v Polževem zakonu. 2 knjigi Kurkova sta prišli v širši izbor za mednarodno nagrado Booker. Gostovanje Jimija Hendrixa v Lvovu, to leta 2012, ter Samson in Nadežda 2020. Ta zadnji roman govori o dogodkih v Kijevu leta 1919, se pravi med državljansko vojno, in se nekoliko spogleduje z žanrom kriminalke. Potem med njegovimi deli lahko omenimo še Predsednikovo zadnjo ljubezen iz leta 2004. To je absurdistično delo, v katerem pa je napovedal zastrupitev ukrajinskega predsednika. Kot se mogoče spomnite, so takrat predsednika Juščenka res zastrupili in to prav kmalu po izidu tega romana. Nekaj o pisateljevi dejavnosti v času vojne. Odkar je Rusija pred 3 leti napadla Ukrajino, Kurkov ne piše več leposlovja, temveč ne leposlovna dela o vojni. Med drugim zato, ker je romane pisal v ruščini, publicistiko in eseje pa v ukrajinščini. In med vojno ne more več pisati v jeziku agresorja, pa čeprav je to obenem njegov materni jezik. Poleg tega, kot nekje pravi Kurkov, je zdaj, citiram, resničnost bolj strašna in dramatična kot kakršnakoli izmišljena zgodba. V tem kontekstu romani izgubijo smisel. Zdaj je treba pisati samo resnico, samo dokumentarno prozo. Vsi, ki lahko pišejo, so postali priče enega najstrašnejših zločinov 21. stoletja. Naloga prič je, da zabeležijo in ohranijo dokaze tega zločina. Zdaj sem tudi jaz priča kazenskega procesa, ki bo nekoč v prihodnosti. Konec citata. Zelo odmeven je bil njegov dnevnik Invazije iz leta 2022, kronika prvih 6 mesecev vojne. Lani je izšla še Vojna naša vsakdanja. Ta je letos v francoskem prevodu prejela ugledno francosko nagrado Transfuš, kako se to izgovori, kot najboljša evropska knjiga.
V Rusiji pa Kurkov kot ukrajinski domoljub že od leta 2005, ko je bila v Ukrajini oranžna revolucija, ni več zaželen in so ga nehali izdajati. Od začetka vojne Kurkov veliko potuje po svetu ter obvešča in ozavešča javnost o Ukrajini in o vojni. Je cenjen komentator različnih medijev, predvsem v Veliki Britaniji, Franciji, Nemčiji in Združenih državah. Kot gostujoči profesor je predlani predaval na Kalifornijski univerzi Stanford. Tako kot mnogi drugi ukrajinski umetniki in kulturniki poskuša pokazati, kako edinstvena je ukrajinska kultura. Trudi se, da ljudje ne bi pozabili, kaj se dogaja v Ukrajini. Kot pravi nekje v vojni naši vsakdanji, citiram, ko sem se srečal z vojno, sem si moral izbrati fronto. Vedeti sem moral, da delam nekaj koristnega. Zato vsak dan pišem in razmišljam o vojni. Konec citata. Človek se sprašuje, kako je lahko nekdo tako dejaven, kar naprej potuje, nastopa, predava in ob tem še kaj napiše. Ampak Kurkov je neverjetno discipliniran in na svojih poteh izkoristi vsako prosto minuto za pisanje. No, potem je nekaj, kar je Kurkov rekel v svoji domovini, citat. Ukrajina je dežela individualistov. Vsak Ukrajinec ima svojo osebno Ukrajino. Vsak Ukrajinec ceni in je ponosen na kaj drugega. To je lahko bogata narava njegove dežele, lahko je črnica, ki daje 10% svetovnega pridelka pšenice. Zame je Ukrajina moj osebni prostor svobode. To je država, ki mi je od leta 1991 omogočala, da sem živel in delal brez cenzure, brez političnega nadzora, brez kakršnega koli pritiska. Celo danes, med strašno vojno, ko vsak dan umirajo ljudje, tako vojaki kot civilisti, ukrajinska vlada ni uvedla cenzure in ne vsiljuje ljudem, kaj naj govorijo in mislijo. Nekaj besed o slogu in jeziku v delih Kurkova. V njegovem pisanju je zaznati vplive zvrsti znanstvene fantastike, antiutopije, mističnega trilerja, kriminalke in postmodernizma. Zanj so značilni zelo posebni liki in nenavadne, fascinantne zgodbe. Žanrsko je njegova dela težko opredeliti. Sam Kurkov je nekoč v svoji literarni metodi rekel, citat, tekmujem z našo resničnostjo. Kdo od naju bo bolj absurdno napisal prihodnost? Včasih zmagam, včasih izgubim. Konec citata. Pisatelj rad povezuje vsakdanje z iracionalnim, absurdnim in mističnim, ironijo pa s črnim humorjem in nadrealizmom. Raziskovalec njegovega dela Daruga pravi, pisateljski metodi Andreja Kurkova bi lahko rekli dobro nadzorovana fantazmagorija. Žanrski in tematski koktejl, ki nam ga pripravi pisatelj, se dobro ujema z natančno preprostostjo in razumljivostjo jezika. Njegov jezik pogosto primerjajo s Hemingwayjem. Kurkov je precej povezan s Slovenijo, večkrat jo je že obiskal. Leta 2007, ko je šel slovenski prevod njegovega romana, še enkrat tale Piknik na ledu, je bil gost festivala Vilenica. In leta 2014 se je udeležil pisateljskega srečanja na Bledu. No, zdaj pa k romanu Sive čebele. Zgodba se dogaja leta 2017, ko je vojna še omejena na vzhod Ukrajine. V vasi na tako imenovanem sivem območju, tamponskem ozemlju med ukrajinsko vojsko in proruskimi separatisti, sta ostala samo 2 prebivalca. Mlajši upokojnik Sergej Sergejič in njegov nekdanji sošolec Paška. Že od otroštva se nista marala, zdaj pa sta prisiljena prenašati drug drugega, čeprav je eden naklonjen ukrajinski strani, drugega pa obiskujejo separatisti. Vsak dan pomnijo topovi in nad vasjo švigajo izstrelke, čeprav le redki zadenejo samo vas. Elektrike že dolgo ni in Sergejič preživlja večere ob svečah, ki jih je prinesel iz porušene cerkve. Seveda nima ne telefona, ne televizorja in je skoraj popolnoma odrezan od sveta. Čebelarja Sergejiča, glavnega junaka romana, spremljamo skozi zimo, pomlad in poletje do zgodnje jeseni. Njegova poglavitna skrb so čebele, ki jih bo moral spomladi odpeljati na pašo, kam, kjer med ne bo imel okusa po vojni.
Tako se odpravi na pot in po nekaj peripetijah s čebelami pristane na okupiranem Krimu. Tam si postavi šotor na idiličnem kraju ob gozdu in zdi se mu, da je v nebesih, a kmalu začne spoznavati, kako pod rusko okupacijo trpijo tamkajšnji avtohtoni prebivalci Tatari. Tudi sam se sreča z ruskimi oblastmi in vanj se naselijo grozeče slutnje. Zasežejo mu enega od panjev in ko ga vrnejo, so čebele čudne, nekam sive. Zato je kar olajšanje, ko se mora po 3 mesecih odpraviti nazaj domov na svoje sivo območje. Sive čebele so protivojni roman, ki bolj kot o vojni govori o ljudeh in o tem, kako vojna vpliva nanje. Roman je na prvi pogled preprost, prebere se na dušek, a preprostost je navidezna. Pod površino se skriva več pomenskih plasti. Kot navadno pri Kurkovu so za roman značilni trpek in mračen humor, družbena kritika in globoko razumevanje protislovi človeške narave. Tudi jezik romana je preprost, veliko je kratkih odsekanih stavkov. Slog je nekako prilagojen Sergejiču, njegovemu načinu razmišljanja in pogledu na svet. Sergejič je sicer izobražen, saj je bil rudniški inšpektor, pa tudi inteligenten je. Vendar živi v vasi, povezan je z zemljo in vse, kar se dogaja, presoja zdravo kmečko pametjo. Zdaj pa samo čisto kratek uvod v odlomek, ki ga bom prebrala. Izbrala sem odlomek z začetka 13. poglavja, ker se mi zdi, da v tem kratkem odlomku lahko izvemo kar nekaj o Sergejiču in o razmerah, v katerih živi. Sredi zime si Sergejič nekega dne ogleda svoje pičle zaloge hrane in se spomni, da že celo večnost ni jedel jajc. Tako si jih zaželi, da vzame nekaj medu in se odpravi v sosednjo vas, da bi ga zamenjal za jajca. Zdaj pa odlomek, to je ta knjiga Sive čebele, ki je šla lani. Strah je nevidna in zapletena reč, kakor virus ali bakterija. Lahko ga vdihnemo z zrakom ali po naključju spijemo z vodo ali vodko. Lahko ga dobimo skozi ušesa, vsekakor pa ga lahko vidimo tako živo, da nam njegov odsev ostane celo takrat, ko sam strah že izgine. Misli o strahu so se pojavile, ko je Sergejič prehodil kake pol kilometra po cesti, ki se je v zadnjih mesecih niso dotaknile ne noge, ne kolesa. Cesta je ležala ravna, kakor da bi jo Bog začrtal z orjaškim ravnilom. Na levi je bil nasad, goli javori in lipe pomešani z marelicami. Pred nasadom polje, za njim še en kolovoz za kmetijske stroje in naprej spet polje, ki se je že dvigovalo tja proti Ždanivki. Na desni manjši klanec in na grebenu bližnje obzorje samo nekaj korakov stran. Naprej so polja, ki se vlečejo kakih 5 kilometrov vse do Zajče vasi. Ta vas je že v Doneški ljudski republiki, DLR-ji. Samo menda je prazna. V vasi je največ kakih 5 ali 6 hiš. Mogoče zaradi tega Svitle živi skoraj tako kot pred vojno. Tot okrog ni ne separatistov, ne ukrajinske vojske. Zato se skoraj nihče ni izselil. Nekaj možakov je odšlo k Doneški bratovščini, da bi se bojevali proti Ukrajini. 2, policist in šolski ravnatelj, pa sta se nasprotno pridružila ukrajinski vojski. Najbrž sta se ustrašila, da jo bodo po noči zabodli, ker sta veljala za krajevno oblast. Zdaj ni tam nobene oblasti, je pa mirno. Sicer pa je bilo tudi prej mirno, tako da oblast nima nič pri tem. Samo ljudje so miroljubni in se ukvarjajo sami s sabo in vsak svojo domačijo, ne s politiko. Nekje v daljavi so zabobneli topovi, toda tako daleč, da Sergejič ni niti upočasnil koraka. Vse že tako ni šel preveč hitro. Gledal je pod noge, njegove oči so bile vajene te sivine. Črna plus bela je siva. Tako se tudi tema in sneg združita in zimsko cesto naredita vidno. Prav tam se je cesta rahlo vzpenjala. Vasi od tu ni bilo videti. Ko bo Sergejiču ostalo še kakih 15 minut hoje, bo pred njim vzniknilo Svitle, spredaj in za kanček niže. Na lepem mu je cesta izginila izpred oči, pod nogami je ostala, videti pa je ni bilo. Počepnil je in potipal cesto z rokami. Ugotovil je, da ni več bela. Dlan je legla na rob širokega eksplozijskega kraterja, širšega od same ceste. Vstal je, hotel je ubiti krater, pa se je spotaknil in skoraj padel.
Spet je počepnil in zagledal neeksplodirano mino. Roka se je sama iztegnila proti njej, a še preden se je dotaknil, je začutil, kako močno seva hlad. Sunkovito je umaknil roko in jo vtaknil v žep, tja, kjer je bilo topleje. Ne grem raje nazaj, je pomislil, toda noge so šle naprej. Zdaj pozorno je gledal na cesto. Ta je spet postala vidna. Snežna skorja je žalobno škripala pod podplati čevljev. Pred njim so se pojavile vaške luči. Glej, sino, elektriko imajo, se je razveselil Sergejič. Bil je vesel, a tudi nevoščljiv. S ceste je zavil na Vaško ulico in olajšano zavzdihnil. Zdaj je moral samo še priti na drugi konec vasi, kjer je živela stara Nastja. Med hojo je poslušal lajanje psov in se veselil. Pri njih, v mali starogradivki, ni ostalo žive duše, razen njiju s Paško. Psov ni bilo in tudi mački so izginili. Miši in podgane so najbrž že kje bile, skrite, ampak te so samostojne, kakor narava sama. Lahko so s človekom, lahko brez njega, v vsakem primeru bodo preživele. Psi ali mački brez človeka težko shajajo. Koze, prašiči in kokoši pa sploh ne morejo. Sergej se je ustavil na pragu, 3-krat je potrkal. Takoj že grem, je zaslišal znani glas. Oh, Serjoženka, je vzkliknila starka, ko je odprla vrata. Živ si! No, pridi noter, hitro. Zdaj še ena drobna zanimivost v zvezi z romanom. Kurkov je res dobro preučil čebele, njihove navade, pa tudi različna čebelarska opravila. Tako da pri prevajanju sem se morala kar potruditi, da sem našla nekatere specifične čebelarske izraze. Po izidu knjige so bralci avtorja zasuli z vprašanji, ali je ležanje na panjih res zdravilno. V romanu je namreč pred vojno k Sergejiču včasih prišel ležati na panje neki pomemben ukrajinski politik. Pa tudi sam Sergejič si je občasno na ta način zdravil kakšne tegobe. Menda to ni iz trte zvito in so vibracije tisočev čebeljih krilc res zdravilne za duha in telo. No pa mogoče še v filmu, kaj je bil, po romanu je bil posnet film, režiser Dmitro Mojsejev je posnel film po romanu in ta film smo lahko videli jeseni na Ljubljanskem filmskem festivalu, če je mogoče kdo videl. Kolikor vem, so odzivi na film pozitivni. Tudi meni se je zdel dober, je pa posnet samo po prvi tretjini knjige. To je pravzaprav razumljivo, saj bi bilo med vojno zelo težko snemati na okupiranem Krimu. Tako pa so film lahko posneli z minimalnim proračunom, saj z bombardirane vasi v Ukrajini pač ni bilo težko najti, na žalost. Film se v mnogih podrobnostih drži knjige, vseeno pa so poudarki drugi. Drugačen je duh filma, veliko bolj mračen je kot knjiga. V knjigi čebele prinašajo svetlobo, življenje in upanje. V filmu pa čebel ne vidimo, saj je še zima, ko se konča. Tako da se gledalec, ki ne ve za povezavo z romanom, mogoče sprašuje, zakaj je naslov filma Sive čebele. Najlepša hvala za to res krasno in poglobljeno predstavitev. V nadaljevanju bi samo na kratko rada omenila, da je knjiga, o kateri je spoštovana kolegica Liljana govorila, že torej prišla med bralce, tako da tukaj recimo je naveden zapis Simona Popka, ki torej piše o tem romanu, nato je gostoval odlomek na izbrani prozi na Radio Ars in našla in zasledila sem tudi zapis na spletni strani Dobre knjige, kjer ocenjujejo in predstavljajo knjige in je bila omenjena knjiga, omenjen roman, deležen zelo dobre pozitivne kritike. Tukaj v časopisu Delo sem zasledila zelo poglobljen zapis in kritiški odziv na roman. V nadaljevanju se bomo poglobili in se posvetili naslednji knjigi, ki jo je napisala Katarina Kalitko. In sicer gre za kratkoprozno zbirko Dežela izgubljenih ali male strašljive pravljice, ki jo je prevedla Andreja Kalc. Mogoče omenim samo še to, da je tudi Katarina Kalitko seveda znana avtorica tudi v slovenskem literarnem prostoru. Prejela je Kristal Vilenice 2016 in iz utemeljitve sem
si nekaj izpisala in to bom sedaj citirala. Morda pa je najbolj pomembno, da njene pesmi prepričljivo in nezgrešljivo ozvanjajo tudi univerzalnost ter humanost, ki je hkrati brezmejna in neustrašna. Konec citata. Zdelo se mi je zelo lepo in vredno omembe. Tako da sedaj predajam besedo kolegici Andreji Kalc, da predstavi knjigo, kakor in njene poudarke in izhodišča. Lepo pozdravljeni. Lepo in imenitno je biti v tako prijetni in pomembni družbi danes, sploh ob takih dnevih, ob takih spominskih dnevih, ki so, verjamem, za vse, ki smo tukaj zbrani, precej težki in težavni, kot ste rekli včeraj Marko. Resničnost je garjava, ampak literatura, tudi tiste, ki so bili prisiljeni ubežati, drži po konci in knjige so še vedno izredno pomembne. Katarina Kalitko v slovenski javnosti ni neznana zaradi obiska oziroma gostovanja na festivalu Vilenica leta 2016, prejela kristal Vilenice leta 2024, torej lani, jo je gostilo srečanje Pena na Bledu in sicer sta se z njo pogovarjala Nataša Konc-Lorenzuti in Marko Marinčič, če imam pravilne podatke, kajti nisem se mogla udeležiti pogovora. No, v tem je potekalo prevajanje knjige kratkih zgodb z naslovom Dežela izgubljenih ali male strašljive pravljice. Katarina Kalitko je pretežno pesnica, čeprav je ustanovila in postala direktorica festivala Kratke zgodbe. Včasih me ljudje povprašajo, kako je s kratko zgodbo v Ukrajini. To je poseben žanr, ki se mi zdi, za katerega si tudi pri nas precej prizadevajo, da bi pridobil na vidnosti. Nekaterim je zelo blizu, drugim manj. Kalitko je izdala 2 knjigi kratkih zgodb in v spremni besedi jo nekako zagovarjam morda. V tem smislu v vzhodnoslovanski literarni zgodovini je poznan termin in pojem proze pesnika ali pesnice, torej pesniške proze, ki včasih trpi za tem, da morda krši principe in načela proze in se spogleduje s poezijo. Morda je to videti in zaznati tudi v prozi Katarine Kalitko. Tale zbirka je šla leta 2017 in je že dolgo razprodana. Tistega leta je prejela nagrado, zelo pomembno ukrajinsko literarno nagrado, ukrajinska knjiga leta BBC-ja. Tako da sama pravzaprav izvoda niti nisem imela pri sebi, kajti ni mi je uspelo dobiti, delala sem samo na podlagi digitalne različice. Na zavihku ukrajinske različice pa pravi avtorica takole: Dežela izgubljenih vsak dan pluje po morjih alternativne geografije. Strogo vzporedno z našo vsakdanjo, običajno geografijo. Dežela izgubljenih je nastala zato, da bi imeli preveč drugačni ljudje, izrinjeni iz normalnega sveta, kam oditi. Zrasla je iz potrebe po zavetju in opori. 9 kratkih zgodb je samo geografsko povezanih. Liki v teh zgodbah potujejo skozi čas. Junakinja zadnje, naprimer, živi tudi zelo dolgo, torej ta mitološki element poganja pripovednost teh zgodb. To je ena pomembna značilnost. Groteska in grozljivost je prav tako izredno izrazit element teh zgodb. In tu so morda, oziroma en ukrajinski kritik ugotavlja, da je ukrajinska literatura, morda malce pretirava, ampak ukrajinska literatura že vse od povesti
blizu Dikanke, torej od Gogola, pričakovala tako knjigo. Poigrava se malce s to, torej Dežela izgubljenih se malce poigrava s to aluzijo na Gogolja, s strašljivostjo, z določenimi religioznimi motivi, tudi s kritičnostjo do ukrajinske kulture, do ukrajinskega življa, morda do slepote določenega dela družbe, kar je posebej značilno nasplošno za poetiko Katarine Karitko. Knjigi so očitali, da ne bomo prevajalci vedno samo hvalili svojih del in avtorjev, očitali so ji, da se preveč spogleduje s sodobno fantastično literaturo. To je videti recimo pri kar veliki količini lastnih imen, predvsem toponimov, imen krajev, seveda izmišljenih, ki jih srečamo v teh zgodbah. Sama ne poznam prav dobro te žanrske zvrsti, priznam, ampak ko sem se bila zdaj malce prisiljena zaradi življenjskih okoliščin s tem ukvarjati, je dejansko videti, da se kar precej koketira s tem žanrom. Zdaj bi pa kar prešla na branje odlomka. Če sem pa kaj izpustila, bi bo pa Janja potem povprašala. Torej, prebrala bom začetek zadnje zgodbe, Vera in Flora je naslov. Ni bil otok, temveč zemeljski kolaček z luknjo, odvržen v vodo. Na sredini je bila voda, jezerce in v njem otoček, okoli njega pa še vode, vendar zelo veliko. Za veliko vodo je bilo oddaljeno obrežje z drevesi. V dvojni prstan, ki sta ga tvorila zemlja in voda, je s severa pritekala reka. Ustvarjala je pokrajino, ki je iz zraka spominjala na ključ. Nižje od nas se je reka zožila, vendar je tekla dalje. Pred njo je bilo morje. Tako mi je nekoč opisoval Ivan. V naše kraje je priletel s helikopterjem reševalne službe. Zato nisem imela razloga, da mu ne bi verjela. Sama nikoli nisem videla težkega peska iz zraka. Težki pesek je bilo ime mojemu domu. Naravno in preprosto ga je bilo izrekati. Zdaj, ko znam dobro pisati, pa se mi zdi zapisovanje tega imena zelo nenavadno. Vzpostavljen je bil naslednji razpored. Na kopenskem obroču so bile hiše, na otočku, na sredini pa tržnica. Z nekaterih ulic so se na otoček spuščali mostovi. To me je od nekdaj spominjalo na cvet. Zima je cvet vsakič stisnila v ledeno pest. Dobro, da so bili trgovi, po katerih so bile električne žice speljane do obale, trdni. V kratkih zimskih dneh so po žicah posedali galebi in neprestano kričali. Ko se je začel led v prelivu taliti, so moški odpluli s čolni in preverili, ali je led polomil pilote, ter napeli nove vrvi. Nato so uskladili izmene za splav, stali so po dva na vsaki strani, so uprli z nogami in vlekli vrvi z rokami. Nenavadno je bilo opazovati, kako se splav z ljudmi sunkovito premika po vodi, podoben velikemu vodnemu drsalcu. Od nas je trajekt odpeljal ženske s pridelki in zelenjavo, k nam pa je vozil obmorske ljudi z ribami in soljenim mesom v sodih. Nato jih je ponovno zamenjal, da so pristali na svojih mestih. Na naši tržnici je bilo vedno živahno. Radi smo imeli ljudske množice, celo tujce smo imeli radi, če le niso bili cigani, indijanci ali če niso imeli preluknjenih teles in na koži risb. Ko je Ivan prispel v težki pesek, so ravno začeli peti kosi. Stal je na mokrih deskah pomola in se začudenjem ogledoval naokrog. Nihče ni bil pozoren nanj. Takšni kot so on, so se tukaj pojavljali pogosto. Imel je zaboj s knjigami in na ramenih veliko sivo vrečo z naramnicami. Zlahka bi lahko bil trgovec. Bil je čist, bel in tih. Dolgo je stal in se razgledoval. Nato pa začel spraševati ljudi, kje bi se lahko nastanil.
Striček Nemaj se je ustavil in z roko pokazal proti moji hiši. Rekel mu je, da mora iti k siroti, da mu bo našla stanovanje in pojasnila, kako je treba tukaj živeti. To vedno počne ona, samo ona. Tistega dne sem na obali nabirala lapuh in navadni plešec, izkopavala sem korene angelike in korneža. Prišleka sem opazila oddaleč, stopila sem mu naproti. Poimenovali so me sirota. In to je bila popolna neumnost, čeprav ne prva z njihove strani. Bila sem otrok svojih staršev, vsak dan sem govorila z njimi. Bila sem sredica mesa težkega peska. Ta kraj pa mojega. Ime mi je Vera. A v 50 letih, odkar so se tu naselili novi ljudje, me po njem niso vprašali niti enkrat. Jaz pa sem jih naučila, kako živeti v težkem pesku. Pojasnila sem jim, da vsako leto tone v vodo, jih naučila, kako graditi hiše na pilotih in povedala, kako gnojiti in pozimi zavijati drevesa, kdaj sejati, da bo zelenjava najboljša, katere ptice prinesejo pomlad in katere zaključijo poletje, kako zgraditi splav, ga premikati. Poslušali so vse, kar sem jim govorila. Mene pa niso vprašali ničesar. Rasti so začeli nad vodo, kakor trst. Vsak val novih ljudi je bil slabši od starega. Stari ljudje so bili tu že pred 100 leti. Ko je moj oče ustanovil težki pesek, naselje ni bilo zemeljski kolaček napihnjen v vodi, ampak gora sredi rečnega korita. Oče in mati sta takoj po poroki dolgo potovala v razmajanem vozu. Vse, dokler nista slišala zadnjega odmeva svatovskih pesmi. Potem sta prisedla v čoln z rumenimi boki in dolgo plula s tokom, medtem ko sta njuna dva vranca, kobila in žrebec, Čango in Harcis, ki sta prevlekla voz, plavala za čolnom. Bila sta sama sredi svetlo-modre vode in čoln je bil njuno edino oblačilo. Mama je pela, oče pa jo je gladil po neposlušnih črnih laseh, razmršenih od vetra, in vsako noč ji je pripovedoval isto zgodbo, da ji bo podaril otok sredi vode, kjer bo vladala. Njen otrok raste zanjo prav v tem trenutku, ko plujeta in se bo pojavil, preden se bosta njuna konja utrudila od plavanja. Konja se nista utrudila in sta plavala 7 dni in še dodatno noč. 8. jutra pa se je pred njima pojavil težki pesek. Poimenovala ga je mama. Ko jo je oče dvignil iz čolna, konja pa sta prilezla na breg, je mama bosa lahkotno stopila na tla in rekla: konjskih sledi skoraj ni videti, pesek je tukaj težek. Bila sem že zrnce v materinem trebuhu, ko sta prvič stopila na ta breg. Najlepša hvala za branje krasnega odlomka in seveda za poglobljeno predstavitev knjige. Mogoče bi vas vprašala samo še, ali so te zgodbe, 9 jih je, ste povedali, medsebojno prepletene, če bi lahko še, to bi me zanimalo. Na videz niso prepletene in od kolegov sem slišala že nekaj kritik o zgodbi, ki je objavljena na portalu revije Literatura. Tukaj? Aha. Zakaj? Ker je zgodba precej dolga in morda trpi zaradi tega, kar sem prej povedala, da so postopki morda na trenutke pesniški, da gre za določene impresije, ampak ko se enkrat vživiš v ta svet, je to potem zanimivo. Zgodbe so povezane z določenimi liki, sicer so časovno prepletene po 3 skupaj, morda zadnja malce izstopa, ampak okvir je kar močan, nikakor ne tako kot pri Gogolju, ni neke okvirne zgodbe, so pa določene motivno, kot sem že povedala, recimo La Libela o temni Madoni, ikoni, ki jo prinese nekdo iz Afrike, kar nekaj podobnih motivov in verjetno tudi enako sočno branje morda. Zagotovo, res krasna zbirka.
Všeč mi je, da ste izpostavili to pesniško poetiko pesnice in pisateljice. Prevajali ste tudi njene pesmi. Čisto malo, eno smo slišali lani, Ja. tudi natanko leto dni od tega. Žal mi ni še nikoli uspelo zbrati vseh prevodov, ki so nastali v okviru gostovanj ukrajinskih avtorjev na festivalu Vilenica. Kot vidim, jih zadnja leta ni toliko. In ob tem sem se spomnila na izjavo kolegice Dijane Pungaršič na nedavnem pogovoru o njenem prevajanju iz slovaščine, torej literature, ki je prav tako v našem prostoru ne prav zelo dobro poznana, morda tako kot ukrajinščina. In dejala je, da se ji zdi, da je vsaka knjiga, ki jo prevede, metonimija celotne slovaške kulture. Morda je podobno z ukrajinsko literaturo ob tem početju, s katerim se ukvarjamo. Ja, odlično, najlepša hvala. Ne vem, če ste zasledili kakšen kritiški odziv, ker knjiga je vendarle komaj šla, tako kot tudi knjiga, o kateri bomo govorila kasneje, Tanja Maljačuk, Jo ima v mislih. Zasledila sem na spletni strani objavljen odlomek, to sem že v bistvu povedala, ampak lahko še enkrat, mogoče za ostale, da lahko preberete. Morje nas je pogoltnilo, je bilo. Z velikim veseljem sem slišala, oziroma koliko odzivov so doživele Sive čebele, to se mi zgodi vedno. Jana, verjetno imaš tudi sama take izkušnje, da nekatere knjige, ki so zelo pomembne, naša kritika komaj da ošvrkne, druge, ki so prav tako pomembne, in pa posveti kar nekaj prostora. Tako da je to velik vprašaj, po kakšnih meandrih potuje. Ampak zagotovo še bo. Ja. V redu, hvala lepa še enkrat za krasno predstavitev, za poglobitev knjige in za branje odlomka. Sedaj pa na naš oder vabim naše gostje, Oleno, Sofijo in Evo. Veselo ukrajinsko pesem Červona ruta, rdeče ruta.
Izvrstno, najlepša hvala. Sedaj bom predstavila roman, ki sva ga prevedla skupaj s Primožem Rubejem. In sicer to je roman Internat, Serhij Žadan je avtor. Nato pa bo draga kolegica Nataša Konstolec-Urki prebrala odlomek z začetka romana. Serhij Žadan, kot rečeno, kot smo že slišali danes, je tudi avtor, ki je poznan v slovenskem literarnem prostoru. Je vidnejši sodobni ukrajinski pesnik, pisatelj, esejist in prevajalec. Za svoje literarno delo je prejel več domačih in tujih nagrad. Kot pesnik pa je vstopil na literarno prizorišče v domovini. Je avtor, ki vstopa v različne literarne svetove, ampak se vedno rad vrača tudi v svoje rodno mesto. Kot že omenjeno, poleg poezije piše prozo. V Sloveniji ga poznamo zaradi romana Vorušilov grad, ki sta ga s Primožem prevedla in tedaj je bil v okviru tega romana tudi gost festivala Fabula. Roman Internat je Žadanov 5. roman, v originalu v ukrajinščini izide leta 2017. Gre za kolektivni roman, kajti predstavlja vojno izkušnjo žensk, otrok in moških. Tu in tam pa seveda osrednja literarna oseba Pavlo Ivanovič oziroma Paša, kot ga poznamo, ter njegov nečak Saša nista v ospredju, kajti vse osebe, ki so poimenovane ali tudi nepoimenovane, so torej enakovredno, vstopajo v literarni prostor enakovredno. To je njihova zgodba, to je pripoved vseh njih, ki zaradi vojne grozote postanejo begunci, predvsem notranje razseljene osebe. Negotovost, nesmiselnost, obup in groza se tako kažejo torej na motivno-tematski ravni romana, kot tudi na slogovni, kar je bil poseben svojevrstni prevajalski izziv. Najdemo tudi številne lirizme in metaforičnost, kajti, kot sem že povedala, kot poznamo, Serhij Žadan je tudi pesnik. Seveda pa najdemo tudi realistične opise, surovost, nizanje nekih grozljivih dejstev, ki so seveda povezane z vojno. Med ljudi je torej, kot omenjeno, posegla vojna, zaradi vojne se srečujejo, vsem pa je skupna vojna izkušnja, vojna travma. Pričevanje v romanu o vojni je linearno, a pripovedovalec se tudi asociativno vrača v preteklost, v čas svojega otroštva, in to je v bistvu v romanu tudi zelo pomembno. Izpostaviti velja, da Serhij Žadan v romanu Internat opisuje vojno v Donbasu iz leta 2014 in ta vojna, ki smo mi priča, se torej ni pričela leta 2022, marveč že leta 2014, lokalizirana na že omenjeni lokaciji. Tako v bistvu v branju Žadanovega romana lahko spoznamo, lahko aktualiziramo, da literarni prostor lahko razširimo na realnega, na tistega v Ukrajini in na vsa druga vojna žarišča današnjega časa. V romanu je v nizanju dejstev o umrlih, o porušenih domovih podana surovost, ki se pa stopnjuje v razčlovečenje, v izgubo dostojanstva in seveda v nesvobodno izbiro te tragike, ki jo doživljajo različne literarne osebe. Kot osrednje bistveno sporočilo se v romanu pojavi ravno surovost bivanja. Družina, kakršno predstavlja Žadan, Žadanov pripovedovalec, je disfunkcionalna. Saša, torej ta nečak, živi brez očeta in živi z odsotno materjo. Paša kot stric se zanj ne zanima sicer pretirano veliko, ampak zaradi vojne čuti, da bi ga moral rešiti. On namreč biva v internatu in da je to v bistvu njegova dolžnost. Paša s svojim očetom ne spregovori veliko besed, nekako živita drug mimo drugega. Mogoče opozorim še na to, naslonjujoč se na roman Internat Serhija Žadana so največje žrtve vojne vsekakor otroci. Mogoče omenim film iz leta 2015, dokumentarni film Returning Home Stanislava Jasinskega, ki prikazuje zapuščene in osamljene otroke. Recimo po podatkih UNICEF-a, ki poroča o strmem porastu števila umrlih otrok v vojni v Ukrajini, ki so prikrajšani za izobrazbo, za zdravstveno oskrbo,
torej UNICEF priča o tem, da je bilo danes, oziroma od začetka vojne do danes ubitih ali ranjenih najmanj 2500 otrok. Več kot 5 milijonov otrok je zaradi bombardiranja izgubilo dom. In eden od takšnih otrok je tudi naš literarni Saša iz romana Internat. Čeprav zanj skrbijo odrasli, čeprav ponj pride stric Paša, to zanj ne pomeni tako zelo veliko, kajti še vedno je priča brutalnosti vsakdana, s katero se bo kasneje v svojem življenju vsekakor težko soočal. A kot lahko opazimo v romanu, kar se mi zdi prav tako bistveno in vredno omembe, Saša ne pozabi na človečnost, na pozornost do sočloveka, kajti ko njega in strica Pašo do neke točke pripelje človek, ki podpira drugo, to je rusko stran, mu zahvalo izroči čokoladico. Kot je že zdaj omenjen, Pavlo Olvanović oziroma Paša je osrednja in pomembna literarna oseba, živi na postaji, v mestu v Delavskem naselju, je učitelj, uči ukrajinščino. To zame niti ni nepomembno, kaj poučuje, kajti njegov predmet, njegovo strokovno področje je ukrajinščina. Svojega dela sicer ne opravlja rad, učenci niso pretirano navdušeni nad njegovimi metodami poučevanja, ampak trenutno Paša ne poučuje, temveč se ukvarja, kot že omenjeno, pretežno s tem, kako bo rešil svojega nečaka iz internata, da bo prišel na varno in da bo imel varen topel dom. Zdi se, da je to njegova edina in zelo, zelo velika želja. Tega doma nihče nima. Zdi se, da je stric prevzel sestrino vlogo, ki je ni nikoli doma in skrb za vzgojo sina prepusti drugim. Omenila sem že, da se v bistvu pripoved nekako širi na druge, na usodo drugih, ne samo na pripovedovalca in tako se roman razširi na kolektivni roman. Paša in Saša na svoji poti do doma vidita ženske, otroke, čutita strah, negotovost in paniko. To pripoveduje vsevedni pripovedovalec, ki je v središču dogajanja, podaja dejstva, medtem ko je Pašev in čisto na koncu Sašev notranji monolog odstira v bistvu doživljanja, čustveno vpletenost, dogajanje in tako naprej. Literarni prostor pa je prežet, kot je to jasno in razumljivo, z grozo, strahom, negotovostjo in podobno. Omenila sem, da je človečnost vseeno prisotna, prisoten pa je tudi globok, spoštljiv odnos do živali, posebno psov, kar se mi zdi tudi zelo zanimivo. Paša se je v zadnjih mesecih navadil na vojno, kakor so se nanjo navadili tudi vsi drugi na poti Paše in Saše. Ljudje, ki jih srečujeta in tudi njega samega skrbi za življenje, to so naključni ljudje, ki jih srečujeta, radi bi se vrnili in seboj so vzeli le najnujnejše, kajti čez noč so postali odvečni ljudje, begunci. V romanu je zaznati vse prisotno smrt, smrt poznanih in nepoznanih ljudi, smrt tistih, s katerimi je Paša vstopil v različne odnose, do tistih, ki jih sploh ni poznal. Vsakršna smrt pa zaboli in je nesmiselna. Pred vojno so torej vsi živeli mirno in normalno, običajno življenje. In avtor piše tudi o povsem vsakdanjih ljudeh, ki se borijo za svoj obstoj, ki so žrtve te brutalne vojne in ki jih je strah vsakdana, ki je grozljiv. Oba sta kot begunca, ki iščeta pot domov, pa čeprav je ta dom morebiti že zdavnaj porušen. Vidita propad države in propad ljudi, a tudi človečnost, tudi željo po življenju in po miru. Saša svojo perspektivo podaja čisto na koncu, se pravi, govorimo o nečaku, s stricem pohajkujeta kot klateža, a nato vendarle dospeta v dom s čistimi in dišečimi rjuhami. S seboj prineseta psička, ki mu je bilo za razliko od njegovega sorojenca dano preživeti. Obe pomembni literarni osebi preživita vojno, kakor jo preživijo tudi na primer dedek oziroma mati. In otroška perspektiva, ki je podana na koncu, torej s tem mladim psom, daje upanje, da nov, lepši dan še pride. To bi bila krajša predstavitev, sedaj pa bomo slišali odlomek iz začetka romana.
Pojdi pon, kriči oče. Njen sin je, v odgovor zabrusi paša, sama naj gre pon. Tvoj nečak je, ga opomni oče. Pa kaj? Moj vnuk je. Ves pogovor se je odvil, ne da bi kdo izključil televizor. Oče televizorja ne ugaša niti po noči. Prižgan je kakor večni ogenj, ne toliko v tolažbo živih, kot v tolažbo mrtvih. Oče gleda vremensko napoved, kakor da bodo tam omenili njegovo ime. Ko se napoved zaključi, še nekaj časa sedi, kot da ne bi verjel slišanega. Paša ne gleda televizije, kar velja še posebno za preteklo leto zastrašujočih poročil. Sedi v svoji sobi, za mizo nagrmadeno z učbeniki, ko nenadoma ne vzdrži več. Se dvigne s kavča in odide na dvorišče. Oče se obrne za zvokom vzmeti, ki v kavču zapokljajo kot suho vejevje v taborniškem ognju. Pohištvo v stanovanju je staro, vendar trpežno. Zdajšnje gospodarje bo najbrž preživelo. Sestra je predlagala, da bi stole vsaj na novo oblazinili, a jo je paša hitro odpravil. Kakšno blazinjenje neki, je dejal. To je tako, kot da bi se pri 70-ih ukvarjal z vesov zgibi. Lahko seveda se, a je bolje vzeti protibolečinske tablete. Sestra se v zadnjem času skoraj da ni pojavila in tako tudi blazinjenja nihče več ni omenjal. Paša je imel rad to hišo, tu je živel vse svoje življenje in tu je nameraval živeti še naprej. Takoj po vojni so jo zgradili nemški ujetniki. Bila je precej prostorna dvostanovanjska hiša. Stala je ulico stran od železniške postaje v gosto naseljeni soseski, kjer so živeli pretežno železničarji. Pravzaprav se je celo njihovo naselje zgradilo okoli postaje. Dajala je delo, dajala je upanje. Počrnela od saj je spominjala na črno srce, črpajoče kri po okoliških jarkih in protivetrnih gozdnatih pasovih. Celo zdaj, ko je depo sameval kot izpraznjen bazen in so v delavnicah živeli le lastovke in brezdomci, se je železnica kljub vsemu obdržala pri življenju. Le dela ni bilo. Kdo ve zakaj prav delavska naselja prva ostanejo brez dela? Delavnice so zaprli in vsi so se razšli po svojih opravkih, se poskrili po svojih tesnih dvoriščih z od pripekajočega poletja presušenimi vodnjaki in kletmi, v katerih so vse zaloge skopnele že do božiča. Sicer pa je bilo paševo pritoževanje domala greh, navsezadnje je javni uslužbenec. Ja, razmišlja paša, ko stopi ven in za sabo pripre z bolnišničnimi odejami izolirana vrata. Javni uslužbenec pa brez redne plače. Rožnato modrikast sneg s temnečimi se porami odbija večerne žarke sončnega zahoda. Oster na dotik vonja po marčevski vodi in pokriva žitko črno zemljo. Zatorej je odveč vsakršna vremenska napoved. Zima bo dolga. Vsi se ji bodo uspeli trpeče privaditi. Ko pa se ji bodo končno privadili, se bo pričelo nekaj drugega. Ta hip svet spominja na kepo snega v toplih rokah. Kopni in pušča vodo. Toda s časoma dlani postajajo vse hladnejše. Skoznje se pretaka vse manj toplote in vse več ledene odrevenenosti. Najlepša hvala. Tukaj bi za zaključek te predstavitve dodala še, da je bil roman dobro sprejet. Zabeležila sem nekaj kritiških odzivov, enega že vidite. Potem v sklopu Beletrine živo, pri založbi, pri kateri je torej izšel roman, sem spregovorila nekaj besed o romanu. Mislim, da je to tudi dostopno, da se lahko pogledate. Drugače sem zasedila tudi recenzijo romana Internat Serhija Žadana, ki ga je napisala Ana Geršak v Dnevniku. In tako kot Kurkov, tudi Žadan z odlomkom gostuje v izbrani prozi. Danes bomo namenili nekaj besed tudi knjigi Mitje Velikonja, Ukrajinske vinjete, ki so išle torej tudi kot omenjeno leta 2024. Gre za esej o kulturi bližnje vojne.
bom potem. Knjiga je bila tudi nominirana za podelitev nagrade, velika nagrada Slovenskega knjižnega sejma. In sama sem si pribeležila v bistvu nekaj iztočnic v teh besedilih. Avtor Mitja Velikonja piše o vojnem stanju skozi lastna opažanja, doživljanja. Izhodiščna tema je torej predstavljena z različnih perspektiv, med drugim sociološke, politične, filozofske perspektive. Knjiga Ukrajinske vinjete vključuje 10 esejev, fotografij s poti, pogovorov z Ukrajinkami in Ukrajinci, promocije knjige, predavanja in, kot zapiše Mitja Velikonja, ga je zanimal, citiram, osebni pogled, tisti od spodaj navzgor. Izkušnja vojne, kot sem jo lahko spoznal med tamkajšnjimi ljudmi, v tistih dolgih in sončnih dneh ukrajinske pozne pomladi, konec citata. Mogoče bi povabila Natašo Konc-Lorenzuti, da prebere izbrani odlomek knjige, ki je vsekakor vredna naše pozornosti in se vesela, da smo lahko jo uvrstili v naš program. Na eni strani, tega sem se najprej zavedal v Kijevu, prvi postaji svoje poti, nihče ni mogel prezreti vršanja sončne pomladi. Mesto je bilo preživo, drevesa so gostila krošnje, po mestih so se sprehajali majsko vedri ljudje in posedali po barčkih. Zaljubljenci so se stiskali na klopcah, otroci so gostoleli po igriščih in ustvarjali živžav v slaščičarnah. Šolarji so hodili v šolo ali v špricali. Street artisti in glasbeniki so zabavali mimoidoče. Družbice in družine so polnile terase, simpatično objestni najstniki na električnih skirojih so slalomirali med sprehajalci in jih strašili. Kar se akademske plati mojega obiska tiče, s kolegi in študenti smo se čisto normalno menili o skupnih temah, zanimanjih, izmenjavali smo si izkušnje, kontakte, znanje in naslove knjig. Promocije knjige in predavanja so bili dobro oglaševani, obiskani, zelo navdihujoči, novinarji zainteresirani, izjave oddane in kratki intervjuji oddelani. Kava je bila okusna in hrana je povsod teknila. Pomladansko cvetje je bilo naprodaj na vsakem koraku. Na to lepo navado sem naletel tudi drugje po vzhodni Evropi. Utrip v vseh mestih na poti je bil več kot običajen, tako da vojne ni. A hkrati, kot je to ravno v tistih dneh na nekem sprejemu bridko povzel kijevski župan, nekdanji boksarski šampion in mimogrede tudi doktor znanosti Vitalij Kličko, je ta vtis varljiva iluzija, velika laž. Vojna še kako gori. Tudi na to drugo stran ni nihče pozabil. Njegovo mesto in celo Ukrajina je v vojnem stanju. Fronta je par 100 kilometrov daleč, blizu Kijeva. Njegovi prebivalci se bojijo nočnih napadov, bojijo se dnevnih. Nad pomladansko žuborečimi ulicami, po katerih se še zgodaj zvečer klati mladina, po noči protiletalska obramba klati drone. Nesrečno mesto je mesece tarča različnih smrtonosnih izstrelkov. Med polnočjo in 5. zjutraj vlada stroga policijska ura. Takrat živi svoje zamolklo življenje samo za 4 stenami. Sirene in eksplozije v rednih razmikih predirajo temno tišino, po noči se njihovo žužnjanje še toliko bolj sliši. Nikjer se ne moreš ogniti patrolam do zob oboroženih možakarjev, pa tudi mladcev in mladenk, ki prav tako kot prvi mrko špegajo izpod čelad različnih oblik. Čisto na vseh nivojih življenja so razmere vojne, mračne in obenem polne življenja in tudi upanja. V takšni shizofreni atmosferi sem imel vse skozi nadrealen občutek, kot da bi se živahnost cepila na morbidnost, mir na vojno, grenkoba na lepoto, eros na tanatos, kot bi se cvetoči majski dnevi združili z resnimi klici na pomoč. Maydays, z Mayday, Mayday, Mayday. Najlepša hvala. O knjigi se je veliko govorilo, tako da tukaj sem navedla samo nekaj povezav, bodisi pogovorov z avtorjem, bodisi kritik, literarnih kritik v časopisu. Delo, na primer, zgornja povezava je povezava na pogovor z avtorjem, tako da tukaj je zbranih res zgolj nekaj.
Naslednja knjiga, ki jo bom predstavila in ki je v bistvu zadnja, je knjiga Tanje Maljerčuk, biografija Naključnega čudesa, ki sva jo prevedla tako kot roman Serhija Žadana Internat skupaj s Primožem Rubejem. Torej, najprej bom povedala nekaj o knjigi, o avtorici, nato pa bo naša gostja Nataša Panc-Lavencut prebrala odlomek izbrani odlomek iz romana. Takole, zelo sem vesela, da imamo tudi prevode ukrajinskih avtoric, tako kot že omenjena Kalitko, Oksana Zabuško in tudi Tanjo Maljerčuk, ki je mednarodno uveljavljena sodobna ukrajinska pisateljica, esejistka. Rodila se je leta 1983 na zahodu Ukrajine, nekaj časa je živela in delala v Kijevu, nato se pa leta 2011 preseli na Dunaj, kjer živi in ustvarja še danes. Njena proza je nominirana za pomembne literarne nagrade in torej, kot rečeno, Tanja Maljerčuk je dobitnica pomembnih nagrad, med drugim tudi nagrade Ingeborg Bachmann leta 2018 v slovenskem literarnem prostoru, prav tako znana, kajti tudi ona je, tako kot Kalitko, prejela nagrado Viljeniški kristal. Piše prozo in eseje, njena literatura je prevedena v več tujih jezikov, kakor tudi vsi ostali avtorice, ki smo danes tukaj omenjali. In avtorica na literarno prizorišče stopi leta 2004 z romanom, ne za razliko od Serhija Žadana, ki stopi kot pesnik. V prozi Tanje Maljerčuk se vzpostavlja paleta čustev, kar se mi je zdelo kot bralki, kot prevajalki zelo zanimivo, od ljubezni do sovraštva, pri čemer je slednjega bistveno več oziroma prevladuje. Matere in očetje so patološki so seveda jasno tudi njihovi potomci. Vsem je skupno, da živijo v odsotnosti ljubezni, prepleteni so z zlom, ki ga povzročajo njihovi bližnji. In tako so v bistvu seveda vsa ta izhodišča, vsi ti motivni drobci se pojavljajo seveda tudi v romanu Biografija Naključnega čudesa. Izšel je v originalu oziroma v ukrajinščini leta 2012 in avtorici prinese nominacijo, za knjigo leta. Tanja Maljerčuk se v svoji prozni ustvarjalnosti loteva resničnosti, a hipoma se zgodi nepričakovano, patološko, kot že omenjeno, kruto, nelepo. Avtorica v svojih pripovedih, v svojih zgodbah, fabulah predstavlja dobro in zlo, človekovo moč in njegovo šibkost, njegovo nadvlado in njegovo ponižnost. Njena proza vključuje nasprotje med ljubeznijo in sovraštvom, med rojstvom in smrtjo, med realnostjo in pravličnostjo. Teme prisotne v romanu Biografija Naključnega čudesa, pa tudi nasploh v prozi Tanje Maljerčuk, so hladni odnosi med ljudmi, krutost trenutka, preplet resničnosti in absurda. Odnos mlajših generacij do starejših, nepravična družba doma in v svetu, tema socialne neenakosti. Avtorica Maljerčuk piše o ljubezni brez pravic, brez dokumentov. V svojih delih problematizira, kako je biti nihče, kako je biti od vseh pozabljeni posameznik ali pozabljena posameznica, za katere se rešitev pogosto najde le v nadnaravnem, v lebdečem, kar je bistveno tudi v romanu Biografija Naključnega čudesa. V središču pripovedi omenjenega romana je Lena, ki živi v San Franciscu na zahodu Ukrajine v 90-ih letih prejšnjega stoletja. Tako je umeščenost romana v čas in prostor lahko tudi simbolna. In s temi temami se poleg Tanje Maljerčuk ukvarjajo tudi drugi vidnejši avtorji in avtorice, danes že omenjene, na primer Oksana Zabuško, Serhij Žadan, Andrej Ljubka, Jurij Andruhovič, navedla sem avtorje, ki jih beremo tudi v slovenščini. Izhoda v takšnem okolju pravzaprav ni, a to je tudi čas drugačnih anomalij, saj Maljerčuk tematizira, problematizira, komentira družinsko nasilje, odnos družbe in države do živali, invalidov in kot omenjeno skrhane medčloveške odnose, piše o domu, ki je pekel, čeprav naj bi bil varno zatočišče. Lena, kot omenjeno, je osrednja literarna oseba, bila je vestna učenka, rada je v šoli veliko brala
In tudi sicer izobrazba, razmišljanje s svojo glavo zelo veliko pomenita. Raje kot v družbi je sama oziroma se drži zase, vse skozi pa nekako vznemirjajo trpinčeni in ponižani, ki bi jih rada rešila. Spominja se na primer babice in dedka, ki sta pomagala plačati študij na javni univerzi. Pomembno vlogo v njeni zgodbi ima Lenina prijateljica Ivanka, ampak ker se ona pri 15 letih poroči s precej starejšim moškim, ki pooseblja zlo, se njune poti skoraj da ne srečajo več. Ivanka in njen mož živita v oddaljeni vasi, sama zase, brez stikov z drugimi. Ivanka, pes, kakor jo imenuje Lena, ni svobodna, mož ji prepoveduje, odklanja hrano, osebno higieno, stike s starši in prijateljico. Ujeta je v moževo kletko, še prej pa v lastno domače gnezdo. Lena v bistvu živi neko povprečno življenje ukrajinske najstnice, pozneje odrasle ženske v poosamosvojitveni Ukrajini. Roman popisuje kot omenjeno žalostno usodo ljudi z roba in v ospredje postavlja Lenino sočutje, njen altruizem do drugih, nesebičnost, zanost, naivnost, s katerima želi na vsak način spremeniti svet. Ker pa ljudem in živali zaradi številnih okoliščin, zaradi nedelujoče države in podobno, ne more pomagati, trči v notranji in zunanji konflikt. Doživlja velike stiske in hudo tesnobo, zaradi česar se njena pot nadaljuje drugje, kot bi si sama želela. Na svoji poti srečuje različne ljudi, torej to so osebe, s katerimi se srečuje in ki jo sooblikujejo. To so poleg omenjene Ivanke in staršev tudi problematični profesor Teofil Kunec, Ljudo Mrznež, sovražen do žene, podkupljiv profesor in tako so v bistvu literarne osebe tega romana okarakterizirane skozi njihove usode. Te so strašljive in tem usodam ljudje ne morejo ubežati. Lena pa bi jim rada na vsak način pomagala, rada bi, se pravi, ko vidi neke krivice, bi rada spremenila, te krivice jo zelo bolijo. Lena pa v časopisnem oglasu ponuja čudeže vseh vrst, kot neke vrste posel, ter hkrati išče čudež, išče lebdečo žensko oziroma rešiteljico. In ta ima v romanu, da ne bom preveč povedala, izredno velik pomen. Svet, v katerem živi, je porušen, brez vrednot, ljudje so pokvarjeni v brezupni državi, zato seveda zavlada vse prisotno zlo, ki mu je Lena priča in ki se mu odločno, ampak nažalost neuspešno zoperstavlja. Lena hrepeni po ljubezni, piše dnevnik, ki nanjo deluje terapevtsko, se vanje zapisuje vsakršno svojo misel, komentarje družbenega dogajanja, izpovedi in podobno. Kot novinarka opozarja na družbene anomalije, ampak revija, ki objavlja njene prispevke, to je revija Četrtek, s časoma preneha izhajati, tako da je tudi Lenin glas na žalost vse bolj utišan in pa prezrt. Ljubezen, po katerih hrepeni, zahteva, ampak nažalost v partnerskih odnosih nima sreče. Lena se torej aktivno in altruistično zavzema tudi za pravice živali, ki jih v bistvu dojema enakovredne ljudem, ampak zato v agresivni družbi, ki jo obdaja, plača visoko ceno. Dvakrat je pretepena, pri tem pa nihče ne pomaga in se ne zmeni zanjo. Ko Lena uvidi, da se pri reševanju psov ne more zanesti, ne na državno, ne na civilno prebivalstvo, se odloči uporabiti nelegalno podtalno taktiko, kar bomo lahko tudi slišali mogoče v pogovoru. Ivanka je njena prijateljica, kliče jo pes in je žrtev, kot rečeno, družinskega nasilja. Odvečna je svoji primarni družini, zato se pri 15 letih poroči, ampak je takšno bivanje ne predstavlja nikakršne sreče. Ker nima kam, ker nima varnega zatočišča, moža ne more zapustiti. Ko pa že sprejme neko pogumno, zelo odločno življenjsko odločitev, da bo srečo poiskala v varni hiši, kamor pride peš, ko torej končno sama skuša vzeti srečo v svoje roke in ko torej zaupa državi in pravici, ji direktorica varne hiše noče prisluhniti,
ker Ivanka po njenem ne zadosti birokratskim pogojem. Kljub noči in zimskemu mrazu mora Ivanka ostati zunaj in tako jo direktorica zavrne in pripusti milemu nebu. Ivanka postane invalidka in ji nihče razen Lena ne prisluhne. Lena je v svoji neizprostni borbi za pravičnost, za živali, za Ivanko in za druge skorajda sama. A ker sta ji resnica in pravica toliko pomembni, vztraja v svojih odločitvah. Je glasnica boljšega sveta in zanjo je dober človek najvišja vrednota ter temelj za boljšo prihodnost. Tako, to bi bila krajša predstavitev, sedaj pa prisluhnimo odlomku. Glavni trener boksarskega kluba, vodja menihove varnostne službe, se je sprva zmedel, ko je zaslišal Lenino prošnjo. Si se naveličala življenja, je preprosto vprašal. Ne, ravno nasprotno, nad vse hočem živeti. Lena je odvrgla srajco in trenerju pokazala modrice na predepenem hrbtu. Oho, kdo pa se te je lotil? So dobri ljudje, naj govorim z menihom, 5 minut, ne več. Kar meni pove, je rekel trener. Menih ne sprejema pritožb prebivalcev. Ne bom se pritoževala, delo imam. Govori ali pa se poberi od tu. Tedaj so se vrata sobe zraven nenadoma odprla in od tam se je zaslišal hripav, srhljiv glas. Naj pride. Menih v resnici ni sprejemal pritožb prebivalcev, a včasih, ko se je dolgočasil, je delal izjeme, ki jih je pripisoval dobri volji ali izboljšani karmi. Lena je stopila v temno sobo. Menih je sedel v temnem kotu v družbi 4 goril, njegovega obraza ni bilo videti. Ko je Lena začela govoriti, je spregovorila s tresočim glasom. Dober dan, ime mi je Lena. Menih je molčal. Vi pa ste menih. Veliko sem že slišala o vas. Opijate in ubijate ljudi. Menih se je tiho zasmejal in se zleknil na stolu. V temi so poblisnili njegovi zlati zobje. Ti zobje so bili razvpiti po vsem mestu. Pravili so, da si je menih dal populiti zdrave zobe in jih zamenjal z zlatimi. Bojda zato, ker je živce v ustih štel za odvečne. Lena je govorila dalje. In nič nimam proti. Ljudje imajo svojo pamet in lahko izberejo, po kateri poti bodo šli. Mogoče se rodijo prav zato, da bi izbrali. Tedaj se vidi, kdo so v resnici. Tvoja teorija mi je všeč, je rekel menih. Lena se je opogumila. Ne verjamem, da obstaja zlo, ki mora biti kaznovano. Verjamem pa, da obstajajo brezvestni ljudje, ki jih lahko prevzgojimo. Niso zlobni, le brezvestni. Vesti nimajo tisti ljudje, ki so iz neznanega razloga pozabili, da so smrtni. Ko jih spomniš na to, lahko postanejo boljši. Kaj hočeš? Želim si, da bi mi pomagali. Moja pomoč veliko stane, kaj mi lahko ponudiš? Nič, je iskreno povedala Lena. Ničesar nimam. Menih se je znova zasmejal. Lena ga je zabavala, brbljala je. Gospod Menih, obstajata 2 vrsti šibkosti. Šibkost zaradi ničvrednosti in šibkost zaradi nedolžnosti. Ni mi žal tistih, ki so šibki, ker so nič vredni. Toda šibke, ki so takšni zaradi nedolžnosti, je treba zaščititi. To je moje poslanstvo in vaše. Moje? Zakaj tako sklepaš? Ker ste prav takšni, kot sem jaz. Če tudi imate veliko, v resnici nimate ničesar in boste prav tako kot jaz kmalu umrli. Menih se je zaresnil. Na tem mestu bi lahko ukazal, naj Leno za noge obesijo na luč in jo tako pustijo do samega jutra, kajti pravili so, da je na ta način pogosto obešal tiste, ki so mu šli na živce. Lena je čakala. Povej, kaj hočeš, je nazadnje rekel menih. Ampak pazi, če mi to, kar boš povedala, ne bo všeč, boš imela težave. Najlepša hvala. Ker je knjiga izšla okoli 20. decembra, torej pred prazniki, še tudi ni mogla dobiti kritiških odzivov, ampak omenjam samo izbrani odlomek, ki mu lahko prisluhnete.
kot že prej smo povedali, to je v okviru izbrane proze in tako kot Sive čebele sem tudi zasledila zapis na spletni strani Dobre knjige, torej dober odziv tega romana, ki smo ga pravkar predstavili. Zdaj pa še tik preden se poslovimo in naredim zaključek, na oder vabim spoštovane, cenjene gostje, Oleno, Sofijo in Jevo, da popestrijo naš dogodek s svojo glasbo. Konec tega lepega večera bom zaigrala skladbo za klavir, ki nas bo malo poželjiva. To je Čmrlov get od rimskega Korsakova, ampak v priredbi ukrajinskega skladatelja Nikolaja Vilenskega. večeru, da ste ga tudi sami tako doživeli. Z vami bi v koncu današnjega dogodka rada podelila še verze Katarine Kalitko, o katerih je prej govorila tudi Andreja Kalc. In sicer se je samo del neke pesmi z naslovom 6. april. Tako da lahko si jo preberete. Sicer pa je ravno danes sem zasledila v časopisu Delo, Andrej Kurkov zapisal, citiram: "Nič ni bolj tragičnega, kot zaznamovati obletnico vojne, ki še traja." Konec citata. Z njim seveda delimo to misel in današnji večer zaključujemo z upanjem, da se ta vojna kmalu konča in da se s knjigo zopet srečamo. Kolikor vem, bo leta 2026 izšla knjiga Nikolaja Gogolja, Ukrajinske povesti, v prevodu Sare Špelc, in sicer pri klasični beletrini, ampak seveda upam, da bo do takrat izšel še tudi kakšen drug prevod leposlovja iz ukrajinščine. Zahvaljujem se svojim današnjim gostjam, vam, spoštovani obiskovalci in obiskovalke ter Slovenski matici, za naše gostovanje. Slava Ukrajini!
Hvala.